Avstrijska družba Neurot, ki je eden večjih evropskih dobaviteljev slušnih aparatov, bo prihodnje leto praznovala 110. obletnico delovanja. Maja letos se je Neurotovim več kot 240 poslovalnicam po Evropi in 11 v Sloveniji pridružila še 12. poslovalnica v Ljubljani, ki je specializirana za potrebe naglušnih otrok. For us it is very important to help all the people from young to old who don't hear very well at the moment. So it starts from children who cannot hear, and we devote hearing centers to the children. So that's why we opened the first hearing aid center, pediatric center in Vienna some years ago, which is doing very well and which is very well accepted by our customers. And we decided afterwards to go to Zagreb, where we have a hearing aid center for children, and now finally we arrived in Slovenia, in Ljubljana, to have this as well. Which will care of the people, the quality, the hearing aid fitting process, and our relationship to our clients. So I'm very happy to be here with you. V Sloveniji so raziskave pokazale ta zadnje, da je rojenih, na 1000 rojenih je 1,8 otroka, ki ga skozi presejalne teste pač ugotovijo, da je naglušen oziroma močno naglušen ali gluh. Da kar nekaj teh otrok potem seveda gre v proces implantiranja, to mi dobijo kohlearne implante, polževe vsadke. Torej na 1000 otrok pride 10 otrok, ki imajo probleme z sluhom. Torej tukaj so tudi številka, ki rabi slušne aparate. Zdaj, ko pride otrok, moraš se najprej zavedati, potrebuješ bistveno več časa, zato ker ni tako sodelovanje kot recimo pri odrasli osebi. Kar se vsega tega tiče, moramo paziti predvsem pri audiometriji, da je korektno narejena. To pomeni, da tudi preko igre pristopamo v to, da ni tista klasična audiometrija na slušalke, kot so jo recimo navajeni starejši uporabniki. Tako da poskušamo na ta način čim bolj vzpodbuditi sodelovanje otroka tudi. Posebnost nove Neurotove poslovalnice na Cankarjevi cesti 3 v Ljubljani je otroška kabina s prilagojeno opremo. Imamo tudi monitorje na levi in desni strani, katera lahko prikazujeta določene motive, da tudi vidimo, če otrok pravilno odreagira na smer zvoka. Seveda tukaj morajo biti tudi določene igrače in te stvari prisotne, tako da se otrok do določene mere lahko tudi zamoti z njimi. Seveda smo šli tudi malo v specifiko vzemanja odtisov za ušesne vložke. To je pa predvsem pomembno, da tudi malo poskušamo preko igre, kako otroka v to pripraviti, ker dostikrat seveda tukaj je nek strah prisoten, nas lahko obravnavajo včasih malo bolj kot zdravnike karkoli in nas povezujejo s neprijetnimi dogodki včasih, ali kako bi rekel, z bolečino, in seveda tukaj moramo seveda bolj pazljivo pristopiti do tega in se nekako povezati z otroki. Vse manjši in hkrati zmogljivejši mikročipi omogočajo izdelavo manjših slušnih aparatov, primernih tudi za otroška ušesa. Na razpolago bodo tako standardni slušni aparati za to plačilo, kot aparati v cenovnem standardu, ki ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Otroci do 20. leta starosti so upravičeni do zaušesnega slušnega aparata v vrednosti 673,91 evra oziroma 673,91 evra za ušesni aparat. Šolajoči otroci do 15. leta starosti s srednjo in večjo izgubo sluha pa so upravičeni do aparata za boljše sporazumevanje v vrednosti 1325,74 evra. Aparati so predvsem otrokom prijazni, to pomeni, da so barvasti, da so staršem prijazni, da imajo LED-diode, da se vidi, da baterija dela. Aparati, ki so vložke, lahko naredimo po meri okrašene, lahko jih, predvsem jih hočemo narediti privlačne. Tehnologija v samih slušnih aparatih je zelo podobna tehnologiji, ki je v aparatih za odrasle, vendar je pa programska oprema, s katero nastavljamo slušne aparate, čisto drugačna, prilagojena za meritve sluha, ki so pač prilagojene otrokom in izhajajo iz teh meritev sluha, da se potem aparati lahko dosti bolj fino nastavljajo glede na otrokove potrebe.
Akustiki za sluh, ki so se za delo z otroki izobraževali v Zagrebu in redno sodelujejo z avdiološkim oddelkom ljubljanske ORL klinike, še opozarjajo, da je uspešnost uporabe slušnih aparatov v veliki meri odvisna od dela staršev z otroki. Uspešno nošenje bo edino seveda ne samo, da bo otrok redno nosil, kar je prvi pogoj, ampak seveda tudi sodelovanje staršev. Tudi oni morajo spodbujati otroka, da čim več nosi, se seveda ukvarjati z njim in to pripomore tudi k razvoju govora. Običajno je za fino nastavitev slušnega aparata pri otrocih potrebno več obiskov v slušnem centru. Zato si bodo slušni akustiki tudi z igračami in kakšno sladkarijo prizadevali za čim bolj prijeten obisk.